gospoda Borisa Popoviča. Signori e signori, invito a raggiungere questo palco il sindaco del comune città di Capodistria, signor Boris Popovič. Dobar večer. Hvala za besedo. Spoštovani poslanci Državnega zbora, župan Buzeta, gospod Walter Flego, župan občine Buje, gospod Edi Andrejašič, župan občine Lanišče, gospod Nive Mikac, rektor Univerze na Primorskem, gospod Rado Buhinc, dragi nagrajenke, nagrajenci, svetnice, svetniki, gospodarstveniki, gostje, dragi prijatelji. V katerem smo izpeljali ogromno projektov in dosegli zastavljene cilje, ki so se kot leta doslej mnogim zdeli nedosegljivi. Ko se zdrem na prehojeno pot in v mislih nimam le minulega leta, ampak vseh skoraj 8 let z veseljem in ponosom tudi danes na vsakem koraku vidim življenjsko radost, vrvenje in elan, ki nas je preveval konec leta 2002, ko sem prvi cedel na življenj čas odvila, ko so vsi trobili v isti rok, napredka pa ni in ni bilo od nikoder. A kljub dejstvu, da so bili letos v mestni občini Koper nekateri ob izdatni podpori lokalnih medijev zelo glasni, žal predvsem in zaradi osebnih interesov, sem neizmerno vesel, da smo končno dokazali, da smo v ključnih trenutkih sposobni preseči ideološke in politične različnosti, da smo sposobni strniti vrste in tako pokazati pripadnost svojemu kraju in svoji občini, svojim koreninam, kar je nenazadnje ključnega pomena tako za izgradnje lastne identitete kot identitete nekega kraja. Sam se kot župan dobro zavedam, da smo mestna občina Koper, občanke in občani, da smo občina vsi, ki tukaj živimo. Mestna občina Koper namreč soustvarja vsak izmed nas s svojim razmišljanjem, svojim strinjanjem ali nestrinjanjem z določeno idejo ali predlogom, svojimi dejanji, zato je odločitev vsakega izmed nas pomembna. In dovolite mi, da se vam danes, ko skupaj praznujemo občinski praznik mestne občine Koper, spomin na Marežganski upor leta 1921, kot njen župan iz vsega srca zahvalim. V zadnjem letu je namreč želja po razbitju mestne občine Koper kulminirala do te mere, da so prepričali celo poslanca iz leve politične opcije, da mi je pomagal pri tej nizkotni nakanji. Po vseh teh letih, ko je leva politična opcija odločno branila enotnost mestne občine Koper, tako na občinskem kot tudi na državnem nivoju, se je čez noč praktično razdelila in del nje je pričel protislovno na vso silo zagovarjati razbitje naše občine. Da je nemogoče mogoče, je dokazal eden največjih zagovornikov enotne občine, bivši župan Dino Pucer, ki je čez noč postal eden največjih sovražnikov enotne mestne občine Koper in zagovornik razbitja le-te za vsako ceno. Pritiski so bili ogromni, do obisti se je izkoriščalo medije, lobiste in vse možne državne organe, lagalo, natolcevalo in zavajalo se je vse vprek, tako da je bila ohranitev mestne občine Koper v nespremenjenem obsegu vse prej kot enostavno. Zato se na tem mestu javno zahvaljujem vsem, ki ste se prostovoljno podpisali pod peticijo civilne pobude Tujega nočemo, svojega ne damo, kjer smo v 3 dneh in to med prazniki zbrali preko 10.000 podpisov proti razbitju mestne občine Koper. Veseli me, da so oziroma ste občanke in občani mestne občine Koper, kot tudi državljanke in državljani Slovenije razumeli, da k razbitju mestne občine Koper v tem primeru, ko naj bi se ustanovila občina Ankaran, še zdaleč ne gre za nedolžno zadevo. Gre namreč za biti ali ne biti koperskega oziroma lahko rečem tudi regijskega gospodarstva, in sem javno v imenu mestne občine Koper in v svojem imenu zahvaljen za vsa prizadevanja vložen trud za ohranitev mestne občine Koper. V tem brezkompromisnem boju so namreč uvideli nevarnost, ki nam preti. Poslanca in hkrati občinska svetnika Luka Juri in Marjan Križman sta uspela preseči, zdaj lahko rečem že pregovorno, obojestransko nestrinjanje v prav nobeni, pa še tako majhni in še tako nepomembni zadevi. Ocenjujem, da je bil ta moment, ko smo pri teh prizadevanjih stopili skupaj in se borili na istem bregu ključen za dosego vsem nam izredno pomembnega cilja, to je ostati močna, enotna, uspešna in zavidanja vredna občina, mestna občina Koper. In če konkretiziram, bodi si ko gre za vodno dovoljenje za marino, s katere smo čakali tako dolgo, da je eden izmed naših gospodarskih paradnih konjev Istrabenz pomagal, bodi si da gre za gradnjo garažne hiše na Muzejskem trgu, ki danes zaradi nesposobnosti državnih uradnikov in namernega zavlačevanja pristojnih zgleda kot tik po bombnem napadu. Če bi si država resnično želela bolj operativne občine, ki bi lahko še več naredile, če bi si želela gospodarstvo,
podjetja in gospodarske subjekte s hitrejšo rastjo in hitrejšim doseganjem dodane vrednosti bi se morali končno zbuditi in zganiti. Morali bi nam iti na roko in občutno zmanjšati birokratske ovire. Žal je ravno obratno in tudi s to vlado imamo v mestni občini Koper občutek, kot da nismo del skupne države, kar pa ni nič novega. Kajti tudi vse prejšnje vlade so se obnašale zelo podobno, lahko rečem mačehovsko, posebej neučinkovito in opravilno nesposobno. A mi bomo seveda vztrajali, potem smo že zelo znani. V naši občini se bo še gradilo celo več in z vsemi zastavljenimi projekti bomo nadaljevali. Seveda nam izhodišče za to omogoča vsak projektni proračun, pripravljen v skladu s konsistentno finančno strategijo, ki omogoča mestni občini Koper, da tudi v teh kriznih časih lahko naredi več in bolje. Neizpodbitno dejstvo je, da smo v zadnjem letu na vseh področjih ogromno naredili. Preteklo leto so številne pridobitve in dogodki zaznamovali našo občino. Zelo sem ponosen na razvoj v našem šolstvu, vrtcih in ustanovah, ki so povezane z našimi otroci. Kot veste, je bila že moja predvolilna kampanja pred prvim mandatom jasno usmerjena v to smer, kajti na tem področju smo bili absolutno podhranjeni, lahko rečem celo, da je bilo stanje naravno sramotno in absolutno neprimerno času. Še leto žali tudi šole v Bekanih, Hrvatinih in v Gračišču. Tu bomo uredili postrešne prostore za potrebe osnovne šole, saj smo nekatere obstoječe osnovnošolske prostore namenili nujni potrebi vrtca. Na osnovni šoli Antona Ukmana načrtujemo v poletnih mesecih temeljito obnoviti kuhinjo. Seveda skrbi občina tudi za investicijsko vzdrževanje in tako bomo znatna sredstva namenili za manjša investicijska vzdrževalna dela na preostalih šolskih objektih. Ob tem ne smemo pozabiti, da občina skrbi tudi za financiranje številnih dodatnih programov.